Spoštovani gospod Tone Partljič, spoštovani avtor razstave, gospod Sašo Radovanovič, spoštovani direktor Direktorata za vojaško dediščino pri Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, magister Matjaž Ravbar, spoštovanja vodja izpostave uprave za obrambo, gospa Ines Marc, cenjeni obiskovalci, dragi prijatelji. Lepo pozdravljeni na odprtju razstave Slovenija pod točo bomb, zavezniška bombardiranja Slovenije v letih 1944-45, s katero bi radi ob 80-letnici v Parku vojaške zgodovine obudili zgodovinski spomin na takratno dogajanje. Za začetek nam je na trobento zaigral Tevž Gorjanc iz Petelin pri Pivki. Hvala, Tevž. Letalska bombardiranja vojaških in nevojaških ciljev na zemlji so posebna oblika bojevanja, ki je v drugi svetovni vojni dosegla neslutene razsežnosti. Glede na tehnične zmožnosti so jih uporabljale praktično vse sprte strani in to v obsegu, ki je presegal vsa predvojna pričakovanja. Z razmahom bombardiranja so dokončno zamrle še zadnje sledi viteštva v bojevanju. Bombe niso prizanašale otrokom in starejšim, bolnim in ranjenim. Pod točo bomb so se v prah in pepel sesuvala mesta, gorele so knjižnice, plameni so goltali katedrale in druge stoletja stare spomenike človekove ustvarjalnosti. Preživele priče takratno dogajanje brez pretiravanja opisuje kot pekel na zemlji. Vrhunec tega apokaliptičnega dogajanja pa predstavljata eksplozija atomskih bomb v Hirošimi in Nagasakiju, ki sta zatresli temelje človekove civilizacije. Tudi na območju Slovenije se je druga svetovna vojna začela prav z bombardiranjem, nemškim bombardiranjem in v teku vojne so letalska bombardiranja kot pomoč pri dosegu svojih vojaških ciljev uporabili tako nemški kot italijanski okupatorji. A v letu 1944 se je z vzpostavitvijo zavezniških letališč v južni Italiji vojna v zraku dejansko preselila na slovensko ozemlje. Nebo nad Slovenijo so pogosto prekrili zavezniški bombniki, ki so v organiziranih formacijah, ki so včasih štele tudi po več 100 letal, letele proti notranjosti Rajha s ciljem uničiti nemško proizvodnjo ali pa infrastrukturo. Nekaj za nemško vojsko pomembnih obratov je bilo tudi na območju Slovenije. Predvsem pa so prek Slovenije potekale izjemno pomembne železniške povezave, ki so bile ključne za oskrbo nemških armad v Italiji in na Balkanu. Zato so se na zemljevidih zavezniških letalcev kot primarni ali sekundarni cilji pogosto znašli tudi slovenski kraji. Na slovenska mesta in trge, železniška vozlišča in razne infrastrukturne objekte je tako v letu 1944 in v prvih mesecih leta 1945 padlo 8000 ton bomb, pri čemer je umrlo okrog 2500 civilistov, železniških uslužbencev ter nemških in drugih vojakov, porušenih pa je bilo tudi ogromno stanovanjskih in drugih zgradb. Med drugimi pa so žrtve bombardiranj tudi zavezniški letalci, katerih letala so zadeli izstrelki nemškega protiletalskega topništva, flakov ali pa nemških lovskih letal. Številni so pri tem izgubili življenja. Večinoma je šlo za mlade fante, ki so se na kratkem in intenzivnem šolanju naučili letenja, da bi lahko tisoče kilometrov od doma zaustavili Hitlerjevo osvajanje Evrope in sveta. Kar 391 jih je umrlo na slovenskem nebu oziroma slovenskih tleh. Pomembna zgodovinska tema je seveda vzbudila zanimanje nekaterih slovenskih raziskovalcev in muzejskih delavcev, ki so obdelali posamezne prizadete kraje širom Slovenije. A zgodovinarja Sašo Radovanoviča se je tema dotaknila do te mere, da se je po obdelavi rodnega Maribora lotil še obdelave cele Slovenije. Nepredstavljivo veliko časa in tudi denarja je vložil v to, saj je to počel v svojem rednem delu, povsem samostojno in prostovoljno. V parku smo ga, ko je prišel k nam z idejo, da bi skupaj postavili razstavo, sprejeli z odprtimi rokami. In rezultat si bomo kmalu skupaj ogledali. Sašo, prosil bi te za kratek nagovor. Pozdravljeni.
Jaz bom res kratek. Upam, da bo razstava povedala vse na mesto mene, pa kolegica vedno pravi, ko pravim, da bom kratek, sem dolg, ampak tokrat vas res bom kratek. Povedal samo dve stvari. Prvič, zakaj sem razširil temo na celo Slovenijo, zato ker sem našel gradivo v ameriških, angleških arhivih, ki bi bilo praktično neznano, pa mislim, da je tudi večina Slovenije. No in to gradivo sem danes tudi predal muzeju v Pivki. Gre za približno 135.000 novih strani, ne samo Slovenije, ampak v bistvu cele Srednje Evrope, se pravi, dokje so pač lahko letala 15. ameriške letalske flote letela. Drugi del pa je ta, zakaj razstava, čemu je razstava namenjena z mojega vidika. Namreč Janko je dejal, ko sem prišel s to idejo k njemu, pa še to, da se mu zahvalim, da je razstava lahko v Pivki, po vseh parametrih bilo biti Mariboru, ampak Mariboru ni interesa za to, žal. Janko je dejal, da je to živa dediščina. Zakaj? Med vojno so umirali na tisoči ljudi po celi Evropi, danes še vedno umirajo ljudi za teh bomb. Namreč nad celo Evropo, ko so Američani metali približno 2,7 milijona ton bomb, jih približno 10 do 20% ni eksplodiralo. In te bombe danes ležijo v bistvu po celi Evropi, tudi v Sloveniji. In razen Slovenije, praktično se cela Evropa z tem problemom ukvarja, te bombe odstranjuje, mi pa čakamo, da bo prva eksplodirala. V Novi Gorici so jih našli 7 do sedaj delavci. Ne da bi šli posebej iskat, ampak ko so delali gradbena dela, tudi v Mariboru se to dogaja. In prej slej bo kakšna takšna bomba eksplodirala in potem bo pa nastal problem. Na razstavi boste videli, mislim, da je enotonska bomba, ki jo imajo v Mariboru, po mojih podatkih, vse 20 dvetonskih bomb leži. Poleg še ostalih skoraj 3000 bomb, ki ležijo pod Mariborom. In s tem se zaenkrat v Sloveniji, nažalost, ne ukvarja, čeprav vlado že 2 leti na to opozarjamo. Sedaj bi pa jaz besedo prepustil živi priči teh dogajanj v Mariboru, ki je pač bil najbolj bombardirano mesto v nekdanji Jugoslaviji, pa seveda tudi v Sloveniji, mojemu prijatelju Tonetu Partiču. Bom poskusil dovolj glasno govoriti. Me slišite tako? Gospa, če bi mi jakost upadla, vi tako napravite, pa bom delal. Lahko sedem? Ja, prosim. Bi za snemanje vam dal še to, ampak si komod s tem pomahate. Dobro, niste užaljeni, če sedim. Veste kaj, sem tako napovedovan. Sašo mi je rekel, da bom prerezal en trak, pa da naj rečem, kar se jaz spominjam. Zdaj pa sem že skoraj kot en govornik, pa bom poskusil nekaj reči. Če povem, star sem pa ravno toliko, da če v Mariboru umre kak kulturnik, ki je star 90 let, me takoj kličejo zvečera, Toma, ti napiši, ti se še ga spomniš. In zdaj sem očitno tako star, da bom kar hitro povedal, kaj se pa v resnici še spomnim iz časov, ko so padale bombe na Maribor. Rojen sem leta 40. Torej sem bil star 4 leta, 5 let. Zanimivo je, da čeprav ker sem bil učitelj, sem se moral učiti razne psihologije, občo, mladinsko, pedagoško, so nam eni psihologi razlagali, da je pravzaprav čudno, da se začenjamo spominjati tam nekaj okoli 3. leta, da so možgani še čist prazni in da je čudno, da se ne spominjamo kaj. In jaz se spominjam enega vojaškega dogodka, ko mi je bilo 9 mesecev. In ko sem starše spraševal, kaj je bilo to, sta mi rekla, pa ti si nor, kdo ti je to povedal? Ampak sem se spomnil in tako se tudi nekih detajlov spomnim okoli teh eksplozij bomb, če grem takoj k temu. Doma smo bili v Pesnici pri Mariboru, to je 6-7 kilometrov od Maribora in res tako na vrhu enega hriba. Če ste gledali slučajno moj film, Moj ata socialistični kulak, se spomnite, da gor na bregu sedita na začetku fantek in punca in gledata v grabo, če pride vlak, pa če se ata vrača. Tako smo mi živeli na bregu
poslušali smo eksplozije od nekod daleč in mama je vedno rekla, v Budimpešti streljajo velike flaki na nemška letala, ruske, ker je ta slovenske, te nemške vojske pobegnil v rusko vojsko, pa je bil kar tam vojak naprej, ni bil ujetnik in je bil v Budimpešti takrat. Ampak potem so pogosto začela letala letati tako, da smo jih videli, celo mimo nekaj kilometer slab mimo naše hiše so nad železniško progo leteli, nad Maribor, od nekod so se vračali, navadno z Dunaja ali odkot, in so potem vrgli še zadnje bombe v Mariboru, ali pa so prišli od spodaj z Italije. In mi smo na bregu gledali in kakor je bilo že povedano, tu in tam so seveda bila tudi ta letala zadeta. In smo najprej videli, kak se črn dim kadi za letalom, mame pravila, glejte, a tam na Pohorju se je zdaj zaletelo. Tako da sem kot otrok mogoče videl enih 6 do 10 mogoče takih letal, ampak v bistvu samo črn dim. Čulo pa se je iz Maribora grozno, kadar so bombe padale in kadar so se hiše rušile. To je moj tak spomin v živo. Eno letalo pa je padlo tudi v Pesnici, tam, kjer smo bili doma, tako en slab kilometer od naše hiše, nad železniško postajo, so se vračali, prav tako da so bombardirali Graz ali Dunaj in se vračali v neko italijansko bazo, se je reklo, in so leteli nad progo in v Pesnici, ki je majhna postaja, ampak je vseeno imela 3 tire, da so vlaki lahko pozicije čakale, da so odpeljale na fronto seno, hrano, orožje in tako dalje. In so tako in ko so se letala vračala in nek pilot baje, ameriški, rekel, pa tu je ena kompozicija, se meni zdi polna nekega orožja, ali lahko grem še enkrat jo pobombardirati. Ampak se je zaleto v žice od signalov, no? In je padel v Pesnici, mi dva z bratom se je zelo eksplodiralo, sva hotela iti gledat, pa mama ni dovolila, rekla, ne, tam je zdaj je nevarno, jaz sem bil star 5 let, brat pa 4, ampak drug dan sva pa šla. In je bilo tam zelo zrušeno letalo, pilota so že odpeljali v Renino in ga tam pokopali, kasneje so ga 2-krat prekopavali, ampak tudi grobar ali župnik je v kroniku cerkveno napisal, da mu je manjkala roka, ki je niso našli. Moji sosedje so bili neki Tomažičevi fantje, Dani pa Edi, bila sta 1 leto starejša od naju z bratom. In enkrat, ko nekaj mesecev kasneje je prišel Edi z 1 uro, pa je rekel, jaz sem našel tisto roko. Ne vem, če je res, ne? Ampak to nam je povedal, kazal je neko uro, ki je bila tudi barometer ali kaj, je rekel, to dvomim, da je res, na tisti polovici roke je bilo 9 takih urek. Druge sem skril, nekaj prodal, vama pa evo to pokažem. To je bila tako neka moja izkušnja v živo, ki pa je tudi na nek način ne morem pozabiti. Vem tudi, da se prav blizu Maribora, 10 kilometrov je Lenart, pa kraj Voličina, kjer je tudi padlo 1 letalo, ampak je pilot ostal živ. In je zelo šla na brošurica, Marjan Toš je napisal, kako so domačini, da ne bom rekel ljubeznivo, milo rečeno, postopali s tem pilotom. So ga skrili, skrbeli za njega, ga prosili, naj ostane pri njih in tako so ga prav vzljubili, o tem je zdaj šla neka črtica. Ko sem pa hodil že v Mariboru šolo, leta 51, zdaj lahko že počas računate, koliko let mi je pa torej zdaj, v nižjo gimnazijo smo imeli pouk, recimo do 1,
Zlasti mi smo potem čakali na nek vlak, smo bili vozači, pa so nam profesori rekli, gremo pomagati pospravljati ruševine. V Mariboru je bilo 70%, zdaj to boš ti povedal. Veste kaj, če bom kaj narobe govoril, pa tako si zgodovino, ne se takoj začeti kričati, nimaš prav, pol mi pa povejte, ne, če bom kaj narobe. Jaz pač govorim nek svoj spomin. No, vem, da smo potem tam neke opeke čistili, si jih podajali, zlagali na neke kupe, še kar eno leto, dve, se mi zdi, je še bil Maribor zelo v ruševinah. Je tu znana anekdota, ko je Tito prišel prvič v Maribor, 46, ali kaj, da se ne bom zdaj tu motil, je bil župan Milan Apih. In Apihu se je zdelo, da je že Zadar dobil neko odškodnino, pa da se lahko obnavlja, samo Maribor nič ne dobi. In čeprav smo v hotelu Orlo Tito naredili kosilo, pa ne vem kaj bi si ogledal, ga je ta vodil samo po ruševinah. In potem pravijo, se je Tito peljal z neko skupino avtov proti Ljubljani, je že 6 km dalje v Hočah ustavil, pa je poznal Apiha, seveda izpred vojne, pa rekel, ovo budalo je Apih, je, da, rekel, dajte smenite ga. Ker je bil zamenjan po Titovem obisku, lahko da je to legenda. Jaz sem Apiha poznal, sem ga vprašal, pa rekel, da ni prepričan. Ampak v Mariboru se mislimo, da je zaradi ruševin, ki jih je, kot to Tito povedal, da smo mi najbolj nastradali, pa da nikoli nič ne dobimo. To bi bili zdaj moji spomini in če bi bil korekten, bi pravzaprav končal, ampak ker sem bil v parlamentu v službi, pa smo lahko imeli replike in tako dalje, bi še vseeno nekaj stvari povedal. Najprej hvala, da ste me povabili, gospod direktor. Veliko dobrega sem slišal o vašem muzeju in o neštetih inovacijah. Danes sem si samo nekatere lahko ogledal. Čestitam. Je lepo priti, če ljudje v nekaj verjamejo. Jaz seveda kot pisatelj nisem kak ljubitelj orožja, sem pa ljubitelj orožja v muzejih. To pa ni dvoma. In vaš muzej je cel prepreden, da imam občutek, da smo v kulturni ustanovi. So literarni napisi in še kar bi lahko na ta zadnjo padlo, je celo humor v njih, te odlomki iz mladine in tako dalje. Tako se mi zdi, da je treba k življenju in k spominu na hude reči nastopiti. Zdaj bi pa, ne bom dolgo, seveda ne, imam še sicer v torbi nekaj za pokazati. Ne boste vi meni, ljubi Jezus. No bom še povedal, kak živ spomin. Hočem reči, da sta pač dva spomina ali pa dva pogleda na velike dogodke, zlasti seveda na vojne. Eno je zgodovinski, s čimer se vi ukvarjate v Mariboru, se tudi vidite, kako dobro zgleda, koliko je mogočen. Nimamo boljšega zgodovinarja v mestu Maribor. Od ulic do posameznih let, Maribor zdaj v bistvu se lahko vidi v nekem zgodovinskem zrcalu. Je pa še eno zrcalo, to je naše literarno, ki ni zanesljivo, kljub temu pa vse po mojem mnenju pove zelo veliko tudi o vojni. Pisatelji in vojaki smo tako. Tu gre biti ali ne biti, kot je že Hamlet rekel. Si v naslednjem trenutku te ni. Kaj je ta strah pred smrtjo? Kaj si pri tem misli? Se nimaš časa kdaj pomisliti. Za vas padajo enote, število ujetnikov, število žrtev, število napadalcev. Nas pa zanimajo ravno tako vojaki z imenom in priimkom. Njihove mame, njihovi starši, njihovi zadnji spomini. Poglejte, mi zelo malo vemo, mogoče tu tisti, ki veste več, pač veste več, večkrat to rečemo, ti bo zdaj že drugič poslušal, Sašo, prosti, je recimo bila trojanska bitka.
malo vemo, še zdaj določajo, je tisti pravi prostor, ki ga je Šliman odkril, ali ni. Ne? Pa kdaj je bila točno? Pa bila je v ne vem katerem dobi pred našim štetjem, ampak notri piše, da je bil eden železne živce. Kak besede železne, moče od prevajalca, je bila torej v času že in tako dalje. Torej zgodovina ve zelo malo, vsi mi pa tu vemo, kdo je Ahil, vsi vemo, kdo je lepa Helena, kdo je Paris, kdo je Hektor in tako dalje. Je ta literarna podoba je še živa, medtem ko je prava zgodovina, ne bom rekel bosa, ampak ni do konca obuta. Ali pa kaj vse vemo o Napoleonovem porazu na reki Berezini pa v Moskvi, a bi to vedeli, če ne bi bilo romana Vojna in mir. Hočem reči, ali pa sam, ki me seveda tudi toliko star, pa se spodobi, pa tudi imam ta interes, ko bi rad kaj zvedel o partizanščini več, pa takrat, ko se je bila dolomitska izjava, pa partija prevzela, se mi zdi, da največ zvem, če berem Kozbekovo tovarišijo pa listino. Največ zvem, kako je to izgledalo med ljudmi takrat. Tako da bi rad mal nam ceno dvignil. In tudi razstava, ki sem si jo danes ogledoval, mi to v veliki meri potrjuje. Gospod direktor nas je vodil, ki tudi ne vem, je gospod direktor, tu ga vsi kličejo Janko. Se mi zdi del te sredine, se mi zdi odlično. Sem videl Guernico narisano, ki ga je bil nek deček narisal, jo sigurno se že videli, pa jo bomo videli. To je tisto špansko mesto, ki so ga stolkla nemška letala v španski državljanski vojni. Je tudi drama, mi smo jo igrali tam, ker sem bil jaz v gledališču v Mariboru, španski pisatelj, predvsem modernističen, ampak odličen, se da fino gledati. Fernando Arrabal je napisal dramo Guernica, Picasso je naslikal tisto sliko. V tej Guernici je vse mrtvo, porušeno, dva starca ostaneta živa, pa sta žejna, pa bi jedla, pa bi nekam šla, pa ničesar ni več, kot da sta se narodila v prazen svet. Tu zraven je nekdo napisal z Bogom orožje. Isti pisatelj, je tu citiran v tvoji razstavi, opozori na naslednjo zelo pomembno misel. Citira sicer enega angleškega pesnika, noben človek ni svet sam za sebe, vsak je del celote. Če grudo zemlje, če grudo rta odtrga morje, je manj cele Evrope zaradi tega. Za smrtjo vsakega človeka je manj tudi mene, ker sem del človeštva. Zato ne pošiljajte spraševati, komu zvoni. Z mirom zvoni tudi tebi in meni. In se mi zdi, da ko zdaj gledam te podobe, ne vem, kako jih bodo nekoč prikazovali, ali jih bo še sploh imel kdo prikazovati, ki jih danes gledamo vsak večer po televiziji. Imate tu dve taki krasni fotografiji enega dečka samega, odkot ste rekli, da je? Z Varšave, ki sam sedi sredi ognjenih ruševin. In tako zvečer se mi zdi najhuje, ko gledam z te bližnjega vzhoda, Gaze ali pa Sirije, ko vidim enega otrokeca, vse gori, vse je zrušeno, eden pa išče, nima pojma, zakaj gre, išče mamo, pa da je lačen. Sem napisal eno knjigo o takih otrocih, ki ostanejo sami. Moj prijatelj Vinko je prebral, ker se mi zdi, da to pa se mi zdi najhuje. Ta ideja, ki ste jo vi povedali, da jaz sem čutil, da je Churchill rekel za Nemce, rekel, da stavčimo eno mesto do kraja,
mesto žensk in otrok, da se bojo Nemci sami ugotovili, kaj jim Hitler dela. Tako, tudi tem je roman Klavnica angleškega pisatelja Voneguta. Vam hočem pač povedati, da bolj kot bi si kdo mislil, nas pravzaprav tudi pisateljsko se mi zdi, tako, tudi se mi zdi super, te verze, ki jih imate Vika Juha, pa koga, moramo za to vedeti. Moramo za to vedeti. In da zvoni pravzaprav tudi meni, ko nemški pilot pada. Jaz vam bom zdaj še eno, mogoče bom prebral, malo bi imeli živce, malo poslušati, eno pričevanje svoje. Tu imam, če je kdo bere, imam najprej odlično knjigo Poldeta Bibiča Spominjarije o Mariboru. On je bil od mene starejši 6-7 let in je hodil iz Limbuša v Maribor z vlakom v šolo, nižjo gimnazijo. In so bili ti grozni avionski napadi. In so vsi laufali v zaklonišča. Tudi je bilo zelo strogo, če so koga zunaj našli, so ga kaznovali, zelo priprli. Ampak ko je on tako, je zelo dobro popisano njegovo doživetje mladega dečka v teh zakloniščih. Pravi, ko je najbolj bobnelo, je nekaterim od straha ali pa otrokom, pa tudi starcem, kar v hlače šlo. Pa rekel, tako smrdelo nisem več, sem zato sovražil zaklonišča. In ko so vsi bežali, pravi, jaz nisem, sem se skril in sem hotel iz Maribora peš laufat v Limbuš. In je tekel, ko je bilo najhujše bombardiranje. Ko je bilo najhujše, čez most. Vsi so pa itak ciljali te mostove. Ko sem prej rekel, da nam je mama razlagala, je rekla, da kaj je bil naš ata po poklicu železničar, da en drug železničar pravi, veš, zakaj ne zadenejo železniškega mosta, te bombe, ker so potrgali samo vsak tretji prak je ostal, da je luknja, pa da mogoče ne bojo zadeli. Ja ne vem, če je res, ne, ampak to nam je mama doma pripovedala. In on popisuje, kak je sredi tega dežja. Mi je že gospod direktor pa rekel, pa bi tako moral sam vedeti, da je seveda Pivka tudi en tak kraj, kjer je bilo železniško križišče. V Mariboru je ena južna železnica, ki jo tudi vi poznate, 10 let prej je bila pri nas 46. leta, Dunaj, Graz, Maribor in potem Ljubljana, Celje do vaših krajev. Toda je še druga proga, ki so jo 1862 zgradili, Celovec, Budimpešta. To je največje križišče. Ti si zelo dobro posvetil pozornost železničarskim delavnicam. Takrat se je s premogom vozilo, z vodno paro. To je bilo edina železničarske delavnice, ker je bilo v službi tudi 2000 ljudi, ki so popravljali in polnili te avione. In jasno je, da je najprej Nemcem, kasneje pa zaveznikom bil glavni interes, da se jaz sem tam blizu doma, seveda nisem bil takrat, da so to bombardirali. Torej, hitro so se najbolj bombardirala železniška in cestna križišča. Ko sem rekel, da so v Mariboru ljudje rekli, tudi še moj ata bil doma, pa je bil v službi na železnici, pa je videl, da so letela čez Maribor proti Beogradu 41. Pa ste me vi takoj popolnili, sem jaz to vedel, pa nisem se spomnil. Vmes so vrgli bombe vseeno v Zidanem mostu, ker je bilo križišče proti Zagrebu. Torej tam, kjer so bila križišča, zato mi v Mariboru govorimo, da je bilo 70% stavb porušenih in da smo v Sloveniji mogoče najbolj mi nastradali. Če knjige je poceni, ne vem, če se še dobi.
dobi v mestni knjižnici, je odličen popis Poldetov, kako je bežal čez mesto, ko je bombardiralo. Včeraj sem dobil, jo imam tu notri, pa mi niti ni zakazati, mi je prenesel na dom Alfi Nipič svojo autobiografijo. Jaz sem neko spremno besedo napisal, čeprav je samo za... Jaz se rad kažem pa govorim, ampak tu notri je 260 njegovih fotografij, tako da je teksta malo. Ampak prvi stavek je, rodil sem se na Taboru, sem tudi jaz tam doma, torej na desni strani Drave, med največjim, ti veš, če je to drži, septembra 1940, med največjim bombardiranjem Maribora. Če bi bomba padla sam malo bliže, me evo ne bi bilo. Jaz bi vam pa zdaj prebral še eno iz svoje knjige, en odlomek, upam, da ne bo predolgo, naslov je Pasja ulica. In govori, ali pa ne bom bral, bom sam povedal, pa bo prej fertik. Jaz sem zdaj že, pač seveda, dedek, bi že bil tudi rad pradedek, in hčerki so kupili prvega psička. Mu je bilo ime Miško in je podpisala z očetom Vitom Tauferjem, da ga bo vsako jutro pred šolo peljala na sprehod lulat in vsak večer 1 uro v Tivoli. In sem jaz napisal, se je držala obljube, kar je zelo nenavadno, 4 dni. Pol so pa rekli, ja, ga bomo peljali detko in babici v Maribor. Ko so pripeljali, so zagledali mene, joj, babi, kaj delaš, glej, kak je to nedebel, pa ne bo ga kap zadela, smo bomo nekaj pripeljali za zdravje. In tak sem tistega psička vozil, ki je pa znorel vsako leto, za novo leto, ko so bile eksplozije in ko se je odpiral festival Lent, rakete letijo, ni se ga dalo. Mi smo se vozili na vrh Pohorja, pa ker se še je tam slišalo, je tam norel. Jaz ne vem, nekateri psi so očitno taki. Pol mi je pa nekdo rekel, da je bilo, kako je bilo v času teh eksplozij. Da so psi ponoreli. In so zbežali, tudi o tem je pisal moj prijatelj, že recimo, ko so Turki prišli v Maribor, pa jih je bilo enkrat leta 1532 100 000, bo je pred Mariborom, ekipa, ki bi naj branila Maribor, pa je bila nekaj čez 40 stražnikov mariborskih. Sreči niso šli čez Maribor, ampak so šli v Kamnico. Ampak on piše, živino, krave, otroke, ženske, starce so odpeljali na Pohorje, med drevje. Tam pa oni niti niso mogli na Okreber, niti s konji niso mogli slediti. In tako so meni pripovedovali, tudi človek, ki je to na nek način dal skozi, ali pa je bil sosed, saj, da ko so ta letala preletela in metale, se bo on vam potem pokazal, kakšne grozne, kako število nepredstavljivo, 2000 bomb v enem napadu. So psi ponoreli, seveda, in so tudi zbežali na Pohorje, ki je blizu. In so tam nekje tulili med drevjem, in ko so letala odletela, so se čez nekaj ur ti psički vračali. Ker je bil naš pes tak, sem jaz to pač rad poslušal, pa si mislil, da bi se to dalo literarizirati. In tako tam psiček laja, ima ga moški, ki mu je v prvi svetovni vojni zgubil nogo in je invalid na berglah, in ima tega ženo, mu je pokopalo, ko mu je šla pojesti nekam, ta prvi bombni napadi, in pes nori, on ga drži doma, ko ima pomotoma odprta vrata skozi čez okno in za drugimi psi leti na Pohorje. Ampak en dan so se drugi psi že vrnili, njegovega pa ni. Pa stari zunaj sedi, pa čaka, pa ga ni.
In šele zjutraj se mu zdi, da čuje, kot da bi nekaj padlo ali pa se oglasilo. In gre ven pogledat in je njegov riči, mu je pravo brez noge, brez zadnje noge mu je vtrgalo. Pa mu reče, no glej, zdaj sva pa invalida, pa ga odnese not, mu zavije nogo in čez en mesec pes laufa po 3 nogah. In ko so spet ti napadi, leti s 3 tačkami na Pohorje. In drugi se zvečer vrnejo, ta pa 2 uri kasneje, pa ga stari išče. In tak se enkrat ta psiček vrne, pa ni več hiše, pa ni več tega invalida, ki bi ga čuval. In potem pa je konec vojne in se ti psi zbirajo, tudi jih je preveč, da bi jih kdo hranil. Sem bral v nekih zapisnikih Zveze komunistov Desni breg, smo imeli 2 komiteja, levi pa desni breg. Kaj bomo naredili z psi? Je bil dnevni red in se je nek komandant partizanov razburil, menti nimamo hrane, ne vemo, kaj bomo dojenčkom dali, vi pa z psi. Tako jih postrelite. Pa še eden reče, mogoče bi kdo kakega posvojil, pa pravi, ne, le mir. In ko se zvečer psi zberejo v jato, kak se reče, skupino, in tulijo od groze nekdanje in od lakote in od vsega, pridejo udbovci pa jih postrelijo. Ta riči še ni prišel zraven, ga bolj vidijo ta pes, pa mu reče, glej, je penti s 3 tacami, in še njega ustrelijo. Potem sem pa bral, da so res te pse nabasali na en tovornjak, jih odpeljali ob Dravi dol malo Šempeter, se je rekla takrat, zdaj pa je Malečnik, in so izmetali v Dravo. In v tem sem jaz napisal novelo in tudi napisal, in tako so ti psi bili zadnje žrtve 2. svetovne vojne v Mariboru. To hočem reči, da ti dogodki tudi, so veliko boljši pisatelji kot jaz, ki jih vojna na nek način zelo prizadene. Za konec bi pa rekel, da sem zelo hvaležen, gospod direktor, da ste me povabili. Bi se vam rad malo prilizoval. Jaz sem velik ljubitelj Primorske in Primorcev. Vi veste, da ko se je začela svetovna vojna, no se imamo tu urednika in strokovnjaka, ki me skozi popravlja, pa ne neha, pa je potrpežljiv, pa vljuno tone, spet ni res, poglej še enkrat, sem ti že zadnjič povedal, ker sem hodil po oni strani Soške fronte, pa sem vse narobe videl. No, ni važno, kot veste, so z ene strani jih odselili skoraj 80 000 in več, z italijanske strani pa recimo 10 000, in tako je bilo v Avstriji, pa eno pa na Češkem, 5 velikih taborišč za Primorce, ki so bili zaradi Soške fronte v 3 ali 4 dnevih so morali zapustiti. Spremna pisarna je, ti boš vedel, pa gospa je bila takoj čez Muro v Vagni, tam so jih pa pošiljali v ta taborišča. Nekaterim ni bilo tako hudo, ponekod pa grozno, ali je legar, ali tifus. Ko pa je bilo tu 17. leta konec vojne, so ti Primorci hoteli iti kar nazaj, ne konec vojne, konec Soške fronte, so hoteli iti kar nazaj. In so tudi nekateri šli, tam je pri nas eden pisal iz Kanala, jaz smo morali priti nazaj. Vse je porušeno, nobena vrtnina ne dela, tam smo bili bolj lačni kot tu. In so ostali v Mariboru, več kot 4000 Primorcev je bilo. Ker pa, ko je bil Maribor v 1. svetovni vojni prek Majstra osamosvojen, je tako bil tu pri vas v Uncu, kot veste, je tudi umrl, so Nemci odšli. Ob koncu 1. svetovne vojne je bilo v Mariboru 25 000 ljudi, 21 000 Nemcev in 4 000 Slovencev. So Nemci zahtevali plebiscit tudi za Maribor,
ker pa so oni v Parizu rekli, ja lahko, ampak potem mora biti celo okrožje, ker se je pa vedlo, da so povsod sami Slovenci in jih je premalo, ni prišlo do tega. In poleg je šlo okoli 12 000 iz Maribora in 7 000 je ostalo, ki so imeli hiše, približno je tako, ne? Ha? Ja, ja. Ne se drži tako, enih 7 000 jih je pa ostalo, ki so imeli podjetja ali kaj. Ne? Ampak naenkrat ni bilo zdravnikov, ni bilo, inteligenca je odšla, ne? In je Maribor tako ostal. In Primorci, ki so ostali gori, so nam dali najprej veliko injekcijo penicilina iz nacionalnega ponosa. Meni je še, veste, da je bil doktor Ante Trstenjak, sem ga pred nekaj leti, ko še bil živ, seveda srečal, pa mi je rekel, to naj pa povej mi, veš, da jaz nisem sposobno razumeti, ker je bil v eni gostilni, pa je rekel, so prišli Avstrijci v soboto k Šikerju, pa so vsi ponoreli, pa njih stregli, vsi jih gledamo tako navzgor, rekel, poglej Primorce, kaj so jim Italijani delali, pa jih še zmeraj zgledajo od zgore navzdol. A je res ali ni res, ne vem, to da nam so dali nacionalni ponos in izjemen dvig kulture. So bili, učitelji so bili pregnani in tako dalje. V gledališče je bilo leta 23, ne vem, 26 igralcev in igralk, od tega jih je bilo 22 Primorcev, ki so po tem vašem požigu pribežali. Zato, ne da bi se vam hotel prilizniti, imam tu kar nekaj prijateljev na srečo v Gorici in sem zelo ponosen, da ste me povabili med sebe, pa da vam lahko to povem. Imam pa še eno izkušnjo, da Ljubljana en klinc razume Primorce in Štajerce. In s tem bi tudi končal svoj svečani nagovor. Ja. Ja. Tok sem si želel, da bi mi dala noter. Sem dočakal. Hvala lepa za potrpljenje. Hvala lepa. Se vam pa še sredina. Katero melodijo Tjož si igral najprej? Tisto je bila pa ena etida iz avtorja pa Charlie. Kako pisatelji radi povemo, kdo je napisal, ne? Ja. Zdaj pa boš zaigral? Zdaj bom pa eno bolj slovensko, pač pa kje so tiste stežice. Hvala.
Hvala Tevž za tole glasbeno popestritev. Tevž dela drugače pri nas kot študent in smo ga danes mobilizirali tudi za ta glasbeni nastop. Hvala seveda gospod Tone Partljič da ste podelili z nami te svoje spomine in nas nagovorili. Tisto dobrikanje razumem, kot da ste pripravljeni še kdaj prideti k nam. Tako. Pred samim odprtjem razstave bi se res zahvalil tudi vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi tega projekta. Na začetku te zgodbe je seveda njen pobudnik, avtor in v določeni meri tudi financer te razstave Sašo Radovanovič. Hvala Sašo, veselim se sodelovanja tudi v prihodnje. Ta fond dokumentov, ki si ga nam danes predal, 135.000 dokumentov je velika obveznost, veliko delo, ampak tudi velik potencial, ki ga je pridobil Park vojaške zgodovine. Zahvala gre Barbari Sirk in Žigi Okornu iz podjetja Uvid, ki sta pripravila zasnovo in oblikovala razstavo. Seveda se je kot vedno mudilo, z gradivom smo zamujali, pa vendar je uspelo. Nastala je zanimiva in za oko privlačna razstava. K temu je veliko pripomogel tudi Lev Ambrož Okorn, študent Akademije za likovno umetnost, ki nam je podaril svojo kopijo Picassove Guernike, ki jo je naslikal že kot 13-letni osnovnošolec. Pa ne le to, Ambrož nam je poslikal tudi kuliso, pregrado, projekcijske dvorane, za kar smo mu posebej hvaležni. Tisk razstave in izdelavo panojev je izvedla ekipe Žige Rebeka iz podjetja Okvir. Posebna zahvala gre mojim sodelavcem, Niki Česnik, ki je uredila in prevedla tekste, Matiju Kristan, ki jih je lektoriral, Petru Požarju za urejanje fotografij in Timoteju Horvatu za strokovno pomoč in pomoč pri iskanju podatkov. Hvala tudi Aljažu Jugu, Petru Vekarju za pomoč pri postavitvi razstave, Andreji Požar, Boštjanu Kurentu in sploh celi ekipi Parka vojaške zgodovine za organizacijo odprtja in sploh so pomoč. Hvala Ministrstvu za kulturo in Direktoratu za vojaško dediščino, Ministrstva za obrambo, ki sta projekt podprla v okviru sofinanciranja programa Parka vojaške zgodovine. Hvala tudi sponzorjem, najprej seveda podjetju Saša Radovanoviča, Bioenergiji in pa zavarovalnici Sava. Pisatelj Tone Partljič, slavnostni govornik, na tem dogodku bo čez nekaj trenutkov prerezal trak in s tem simbolično odprl razstavo za obiskovalce. Po ogledu ste lepo povabljeni, da skupaj nazdravimo novi razstavi, v veselje pa nam bo, če boste ostali še naprej z nami. Današnji in jutrišnji program Zgodovikenda je namreč pester in bogat. Že ob 3 sledi tukaj projekcija filma in predavanje o Francetu Punčuhu iz Logatca, ki zaradi reševanja Židov nosi naziv Pravičnik med narodi in je bil prav pred 80 leti ubit v Varšavski vstaji. Tako, lep dan želim še naprej.